Haleluja, ponedeljek, še en dan za Božjo slavo, ki ga je Bog ustvaril. Dajmo si pogledati malo, zakaj se boriti. Zakaj se ti boriš? Vprašaj se v svojem življenju, so stvari, za katere se borim, vredne večnosti. Poglejmo si recimo v apostolskih delih 11.1. Zaslišijo pa apostoli in bratje, ki so bivali po Judeji, da so tudi pogani sprejeli Božjo besedo. Ko pa je prišel Peter v Jeruzalem, so se prepirali z njim, ki so bili iz obreze in dejali: k možem neobrezanem si šel in jedel z njimi. Se pravi, ljudje so ga napadali, tukaj vidimo Petra, zakaj je šel med pogane. Se pravi, do 11. poglavja so bili apostoli toliko v enem svojem ekskluzivnem krogu, da niso sploh razumeli, da je evangelij še za koga drugega, in vidimo, da so se z njim prepirali. In problem je, če se nekdo prepira, ti pa ne daš odgovora, če gre za pomembno stvar. Če se kdo prepira zaradi brezveznih stvari, in tega je danes 99%, ljudje se prepirajo proti stvarem, štrajkajo proti stvarem, ki so čisto brez veze, ampak so stvari, za katere se moraš boriti, za katere moraš dvigati svoj glas. In Peter tukaj ni bil kar tih in se potuhnil, ampak jim je začel razlagati, kaj vsemu je Bog govoril, kako je Sveti Duh prišel nad njega in kako so pogani sprejeli Svetega Duha, isto kot oni. In pogledajte si zdaj eno zdravo okolje, v katerem se ljudje prepirajo in potem skupaj pridajo do zaključka, kaj je Božja volja, v 18. vrstici. Ko so pa to slišali, so se pomirili in slavili Boga rekoč: torej tudi poganom je dal Bog izpokorjenje za življenje. Se pravi, tukaj vidimo, da naenkrat te, ki so se prepirali, so spoznali resnico, ki je Peter govoril. In govoril, kaj se je njemu zgodilo, pričevanje, in zraven je dal še Božjo besedo. Če s komorkoli se prepiraš ta teden, bod siguren, da gre za pravo stvar, da je nekaj pomembnega, in potem kako se prepiraš je ful pomemben, da se v bistvu ne prepiraš, ampak razlagaš v milosti in krotkosti, kaj Božja beseda pravi, kaj je Bog naredil v tvojem življenju. S tvojim pričevanjem se nobeno mogel kregati. Bodite blagosloveni, ko oznanite evangelij, ko ste poslani kot ovce med volkovi. Čau.